Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. V današnjem videu vam bom predstavil top 5 slovenskih tiktokerjev. Stoj! Oba s video se ti opravičujemo, da te spet motimo, ampak imam nekaj pomembnega za povedati. Zdaj že nekaj časa uporabljam novi Huawei monitor Huawei MateView GT in vam moram povedati, kako se mi zdi. Da je ta monitor top za gaming, to že vemo. Ampak danes bi vam rad povedal nekaj drugega. Ta monitor mi je ful pomoč pri editanju videov. Zakaj? Kot vidite, je malo večji in so vse kontrole lepo razporejene in so dovolj velike, da jih udobno uporabljam. Poleg tega pa je slika tako čista, da vidim čisto vsako napakico, ki jo lahko pol popravim v editanju. Pa barve so res tak naravne, ko je mora biti na vsakem monitoru, ker komaj zdaj vidim razliko, kak ta monitor izstopa. In prav zaradi istih razlogov je gledanje filmov na tem monitoru skoraj tako, da je bil v kinu. Samo kokice še rabim. Tako da najlepša hvala Huaweiu za sponzoriranje tega videa. Zdaj pa uživajte. Evo ste nazaj. To listo sem zelo težko naredil, ker je ogromno dobrih tiktokerov na slovenski sceni. Ampak danes vam bom predstavil 5 najboljših. Prvo tiktokerko sigurno poznamo, ime pa je Vivi Covers. Skozi leta si je nabrala kar 13.900 TikTok followerjev. Vivi je začela s pevskimi tiktoki. Jaz ti pravim zdaj, če ti kaj ni okej, to so moje sanje, to je vse. In jaz ti rečem, to je vse. Res čist noč ne razumem, vse mi ne gre po planu, ampak to je res normalno, life več ni perfekten. Jaz mislim, da ona hoče napredovati in noče ostati samo na TikTok sceni, ampak mogoče želi postati tudi model. Mislim, da je ne manjka dosti. Kot lahko vidite, imam novo frizurico, nov trend, tako da jaz upam, da vam je všeč, pa še na Instagram sem post objavila. Se bom pa pohvalil, da me Vivi Covers tudi followa na TikToku in Instagramu. Na TikToku pa me tudi poslala nekaj sporočila in to so njeni TikToki, da se jih lahko tudi samo gledam, če še jih valjda nisem videl, ampak Vivi, boj brez skrbi, vse sem že videl. Naslednji slovenski tiktoker pa je slovenski Sultan Official. Nabral si je kar 14.200 followerjev na TikToku. Za Sultana vemo, ker je na TikToku ogromno objavljal o njegovi ljubezni. S punco se je tudi zaročil, mislim, da pri 15 letih, zdaj je 16 let star. Teda sta začela kar hitro, ampak nažalost ljubezen ne traja večno in tudi ta ni. S punco se je rašal, bil je čisto užaljen, začela je tudi trenirati šport, nogomet, postal je golman. Zdravniki so mi povedali, da ni to, da ne more, ker ima neke poškodbe na telesu in da to ni najboljše za njega. Ok, v glavnem šel pri zdravniku, oziroma pri zdravnici se prečujem. V glavnem, vnetje rame imam tukaj, tlele noter. In ne smem biti več golman. Našel si je novo ljubezen, ampak tudi ta ni dolgo trajala. Bil je tako obupan, da ga je šel pit s svojimi prijatelji. Zdaj pa snema čisto depresivne TikToke. Stari, sej bo. Stari, verjamem, da si boš našel eno dobro babo, ki ti bo stala ob strani. Naslednji TikToker pa je Žiga Vijolično rumeni. Zaravljeni folk part 22. Ta slika mi je pune všeč, zato ker ima ful lepe sončne špegle, take črne. Se ful odbija svetloba, taka ful lepa, ne. Pol všeč mi je ful lepe kapica, taka črna. Pol všeč mi je to, da je ful kosmat. On pa mislim, da je največji oboževalec NK Maribora in Maribora nasploh. Na svojem TikTok profilu si je nabral kar 13.500 followerjev, kar je kar dosti za njega, zaradi tega, ker je imel že prej en profil, mislim, da okoli 20.000 followerjev, ampak mu ga je TikTok zbrisal. Kaj je Žiga na tej listi? Zaradi tega, ker ne samo, da je eden izmed najboljših tiktokerov na slovenski sceni, je tudi eden izmed najboljših pevcev na slovenski sceni. Zaravljeni folk ide gas, za pol leto je za mene. Ok, pripravite se, upam, da mu všeč. Leto je, a tebi v srcu je hladno, ubila si mene tako mlado. In plesalcev.
Ampak ne, konc heca, Žiga, ti si meni dobesedno legenda, stari. Četrta tiktokerka, ki vam jo bom danes predstavil, pa je Pleasure Mermaid. Upam, da sem prav izgovoril. Nabrala si je kar 23.600 followerov, ampak mislim, da se je lahko čisto vsi moški zahvalimo. Zakaj? Učilca, zakaj imajo ene ženske prav čudne vagine? Kakor gledam te filme, porniče, imajo vse tako iste, pa tako lepe, urejene, pa ni tako zares. Jaka, hvala ti za to res pomembno vprašanje in da ti odgovorim. Nobena vagina ali penis nista ne čudna, ne grda. To je number one pravilo. Ona nam je na njenih kratkih videih prikazala, kako zadovoljiti žensko in pa sebe. Dobrodošli učenci in učenke ponovno pri spolni vzgoji. Danes bomo govorili o prav eni posebni točki na ženskem telesu, ki mnogim ženskam in moškim povzroča težave pri iskanju. In to je G-spot ali G-spot. Res je, da nam da dosti nasvetov, ampak vseeno na TikToku je kar dosti mladih ljudi. Ne mladih, no mlad sem jaz, ampak še mlajših otrok. 10, 11, 9 let starih. In upam, da ne vidijo tvojih TikTokov, da ne bo bolj kaj v vrtcu pa v šoli probavali. Naprimer, kje se najde G-spot. Naprimer, ta TikTok, ki je napisala, če pričakuješ, da te bo moški zadovoljil, brez da ti poznaš svoje telo. Ne deluje to tako. In si se je lahko pridružil pri orgazmičnem decembru. Kaj to ste skupinsko? V eni sobi? Ali preko Zoom kala? Preko Skype? Ali vsak posebej doma? To mi ni najbolj jasno in upam, da se niso otroci prijavili. Je to sploh dovoljeno? No, moramo si pa priznati, da nas oziroma vas nauči kaj pametnega, mogoče punce, preden dobijo menstruacijo, jim razloži, kaj je menstruacija, kako deluje. To so prednosti, ampak ima tudi včasih malo neprimerne TikToke, ker vseeno so gor otroci. Ne pravim, da imam jaz primerne, kar jih nimam, ampak vseeno. Naslednji in najboljši TikToker na slovenski sceni pa je Jack on the Box. On je meni car, prisežem. Nabral se je kar 16.900 TikTokov, ne snema jih dosti, ne vem točno zakaj, mogoče ima kaj probleme doma, ampak stisnite like, da je začne bolj konkretno snemati. Ne bom rekel, da ima on glih najbolj primerne TikToke, ker ima vmes tudi kake, ki niso glih za otroke. Well, this is what it looked like. Naprimer, enkrat je spolno nadlegoval svojega psa. Aye, Joe, my boy loves to fidget. Broski loves touch my willy. Pa jaz bi rekel, da ga dajte followat, da bo začel bolj redno objavljati TikToke. Njegov TikTok pa je v prvem linku v opisu. Idite ga followat, da prije čim prej do 18.000 followerov. Še 1000, prosim, drugače to sem jaz. Drugače to pa je bilo vse današnje video. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, idite na moj Instagram profil, idite na moj TikTok profil in pa še enkrat subscribajte se na ta kanal. Komaj čakam, da prijemo do 30.000 subscriberov. Adijo!